Jaz bi želela danes predstaviti, kaj se je in kako je potekalo zaslišanje včeraj na 7. seji preiskovalne komisije. Bi pa razdelila ta moj del uvodni na 2 dela, na vsebinski pa potem proceduralni, ker vem, da se tudi v zvezi s tem kar nekaj vprašanj. Torej, kot veste, je bil zaslišan župan Mestne občine Ljubljana, gospod Zoran Janković, predvsem v zvezi s sprejemanjem IPN-ja Mestne občine Ljubljana, kar naj bi se zgodilo v ponedeljek, 5. julija. Župan je v zaslišanju povedal, da ni še prejel vseh soglasij. IPN v principu ne bi zanimal naše komisije, ker je to seveda stvar posamezne občine, vendar se je izkazalo ali pa v zadnjem času, da so nekatere spremembe. Župan je sam povedal, da je teh cirka 600 hektarov sprememb iz kmetijskih zemljišč v zazidljiva zemljišča potekale na čuden način oziroma so povezane največkrat tudi z njim in z njegovo družino. Povedal je, da je to javen dokument, ki je javen že 2 leti. Vendar se je v teh 2 letih marsikaj zgodilo. Problem, ki ga vidim jaz ali pa v komisiji in smo se zato tudi tega lotili, sta naslednja 2, in sicer, da si nekdo leta in leta prizadeva, da bi kmetijsko zemljišče se spremenilo v zazidljivo, pa je to nemogoče, ker ali Mestna občina Ljubljana uveljavlja predkupno pravico ali strokovno ne more utemeljiti take spremembe. Potem pa se spremeni lastnik. Tu se je pojavilo precej nekih čudnih novih firm in zadeva je kar naenkrat možna in se tudi pojavi kot predlog sprememb. IPN še ni sprejet, vendar so mnogo od teh parcel, o katerih sta lahko tudi sicer bili javno seznanjeni, postale potem, torej po spremembi lastnika spremenile tudi namembnost brez težav. In drugi problem, ki ga vidimo, je, da so, kot že rečeno, nekatera od teh podjetij ali pa kar nekaj teh podjetij povezanih tudi z županom ali z njegovimi sorodniki ali celo nastopajo oni v vlogi lastnikov. Župan je na preiskovalni komisiji očital, da se preiskovalna komisija seznanja samo z dokumenti iz medijev, torej da samo Finance beremo, pa še nekatere medije navajal, ne pa, da bi si pregledali dokumentacijo. To ne drži, kajti mi smo od Mestne občine Ljubljana zaprosili za kar nekaj dokumentov, nekatere tudi dobili, vendar pa, če vam povem samo en primer, na katerega se tudi ves čas sklicujejo, da so spremembe, take kot so predvidene z IPN-jem, nastale na podlagi študije širitve ljubljanskega avtocestnega obroča in avtocestnih priključkov, pripravljene strani Darsa. Smo zaprosili seveda za to študijo in Mestna občina oziroma župan in njegova uprava so nam poslali tole, se pravi prvo stran študije in pa še en list, ki ne vemo od kje, nobenih obrazložitev, ničesar. In v zvezi s tem smo želeli povprašati tako župana, kot potem tudi direktorata oziroma vodjo oddelka za urbanizem v Mestni občini Ljubljana, gospoda Gajška, ki bi ga morali zaslišati danes enako podžupana Koželja, vendar sta danes oba na letnem dopustu in sta se opravičila, zato smo to sejo odpovedali. Skratka, na podlagi teh dokumentov naj mi pripravimo vprašanja za gospoda župana, kajti predlog IPN-ja se od tega močno razlikuje in o tem smo pač želeli povprašati vse tiste, ki bi nam lahko stvari pojasnili. In seveda, ko smo na Mestno občino naslovili, da jih prosimo, da nam pošljajo celo študijo, so nam poslali študijo, ki obsega 550 strani. Tako da norčevanje iz komisije tukaj presega po mojem meje dobrega okusa, kajti ta dokument smo dobili v 2 uri pred zaslišanjem oziroma 30. do mene pač prišel, ker se še odpiše v pošto včeraj nekaj 2 uri pred zaslišanjem. In to ni edini primer, jaz pač nisem želela tam izpostavljati, zakaj ste nam pa najprej poslali samo to, pa potem nekaj drugega.
ker se mi zdi to malo podcenjujoče. Mi bomo pač dobili vse tiste dokumente, ki jih za svoje delo potrebujemo, jih bomo pregledali in tudi obravnavali in potem pripravili primerna vprašanja. Jih je pa nemogoče pripraviti, če to dobiš bil prej v zvezi s tem. Zraven se ti pa še tisti, ki so to pripravljali in ki to zagovarjajo, upravičijo in ne morejo priti na zaslišanje. Ker gre za kar pomembne stvari, ki pomenijo tudi spremembo vrednosti teh zemljišč in tako naprej, ne glede na to, da je pač župan povedal neko svojo kronologijo, kako so stvari potekale. Jaz mislim, da bi morali vse te odgovore dobiti, tudi pravočasno dokumentacijo, da lahko potem zaslišanje pripravimo. Ker se to ni zgodilo, seveda bomo s tem nadaljevali in upam, da bomo v prihodnje lahko to naredili tudi v malo bolj prijetnem vzdušju, kot je bilo včeraj. Toliko o vsebini, mogoče sam še to. Župan je na enega od vprašanj odgovoril tudi, da sin župana ni bil nikoli v kontaktu s prodajalcem. Zraven govori, da nima nič s tem, pa točno ve, kaj dela njegov sin. To je malo čudno. Mi ga tako imamo na seznamu prič in se bomo kar direktno na njega obrnili, kje je bil in kaj počel in s kom se je kaj dogovarjal. Torej ga bomo pozvali in ga tudi zaslišali pred komisijo. In zdaj še nekaj o proceduralnih zapletih. Jaz obžalujem, da je do tega prišlo, ker se potem ponavadi zgodi, da se poroča samo o tem, ne pa tudi o vsebini, kar za delo komisije ni dobro in tudi za tisto, kar se trudimo narediti. Vendar moram opozoriti, ali pa povedati, da je že od začetka bilo kar nekaj neprimernega obnašanja najprej strani odvetnika. Namreč odvetnik, ki pride s pričo, je seveda na zaslišanju lahko navzoč in njegovo edino delo, ki ga ima ali pa kar lahko na komisiji počne, je to, da svetuje svojemu klientu, da na katero od vprašanj ne odgovarja. Gospod Čeferin se je nekajkrat obračal neposredno name in jaz sem obrazložila, da pač lahko svetuje, lahko odsvetuje odgovor na vprašanje, vendar pa je to stvar njega in njegovega klienta. On je meni pojasnjeval, da mu odsvetuje odgovor, jaz sem nekaj, da tega pač jaz ne potrebujem in sem ga 3-krat opozorila, da naj odsvetuje svojemu klientu, ne meni. Jaz si nisem želela sicer, da stvari preveč zaostrujemo, ampak tak je pač način, tak je postopek in priča je edina, ki odgovarja takrat, ko je vprašana, ne more odgovarjati njen odvetnik. Sejo sem seveda potem prekinila, kajti prvič se je zgodilo v parlamentarni zgodovini, da bi priča ostala in odšla iz zaslišanja, preden je zaslišanje končano. Preden bi jaz kot predsedujoča dovolila, da odide oziroma zaključila zaslišanje. Ne vem, če ste že tudi kje videli, da bi kakšna priča ostala in šla izpred sodnika. To se tako ne dela. Na to sem opozorila tako pričo kot tudi njegovega odvetnika, da je dolžen počakati do zaključka zaslišanja. In zato sem pač morala sejo prekiniti in tudi zaslišanje ni končano, dokler ne bomo pač ga zaključili tako, kot se to naredi. Jaz vem, da ni prav tudi, da je glas povzdigoval poslanec Pukšič, vendar ga je šele takrat, ko sta mu v besedo segala tako priča kot njegov odvetnik in potem še koalicijski poslanec gospod Anderlič. Jaz mislim, da smo vsi odrasli ljudje in da mi ni treba povzdigovati glasu, da bi zdaj še jaz tam upila in ljudem razlagala, da pač jaz sem pojasnila, mislim, da na primeren način, da sem jaz tista, ki dajem besedo. Povedala sem tudi, kdo ima besedo in komu sem jo takrat dala in kdo ima takrat pravico govoriti. Nisem pa res pristaš tega, da je začnem tam kričati na vse po vrsti in na en grob način umirim ljudi, če se pač to ne da, zato sem tudi sejo prekinila. To je z moje strani, pa